Knjiga Karst, Caves and People, Kras, jame in ljudje je napisana v angleškem jeziku, ker je posvečena Mednarodnemu letu jam in krasa. V letu 2021 organizira Mednarodna speleološka zveza UIS s svojimi članicami v sodelovanju s 154 mednarodnimi in nacionalnimi strokovnimi organizacijami, katerih delovanje se dotika krasa in jam. Slikovni material je prispevalo 65 fotografov iz 18 držav. Knjiga je bila tiskana v 1000 izvodih, ki so namenjeni promociji krasa in jam. Predgovor k knjigi sta napisala profesorja Derek Ford iz Kanade in Paul Williams iz Nove Zelandije, ki sta največja krasoslovca našega časa. Vsebina je razdeljena na 11 poglavij, kot so kras, kraške kamnine, vode, procesi, kraške površinske oblike, jame, ljudje in kras, raziskuj, razumi, zaščiti ter unetsko dediščina povezana z jamami in krasom. V knjigi sem poskušala skozi številne fotografije in shematične modele razložiti znanstvena dognanja o kraških procesih, o nastanku različnih kraških površinskih oblik in jam. Najprej v knjigi spoznamo, kaj je to kras in kako deluje. Na primer, na kraškem površju običajno ni vode. Voda se pretaka pod zemljo in teče v različne smeri. Izvemo, kje se kras nahaja in na katere kamnine je vezan, ter v kakšnih podnebnih pogojih nastaja najhitreje in kje počasneje. Predstavi osnovne kraške procese, predvsem na klasičnem krasu. Razloži osnovne kraške pojave, od malih do velikih, kot so škraplje, vrtače in polja. Gre v podrobnosti, recimo kako nastanejo škraplje, kako nastanejo vrtači in odornice, ter s shematskimi modeli razloži njihov nastanek. Predstavi vrste jam in kako ter kje nastajajo. Kot na primer tudi v ledenikih ali pri strjevanju lave. Skozi fotografije so predstavljeni različni jamski rovi in dvorane. Nastanek jam in njihovo oblikovanje v različnih hidroloških conah je razložen skozi shematski model. Prav tako pa tudi razvoj jam skozi čas, to je od njihovega začetka do konca. Ko ostanejo od jam samo še naravni mostovi in prestrope jame ter njihovi sedimenti. Prikazana je vsebina jam, od različnih kapnikov in rečnih naplavin do paleontoloških in arheoloških ostankov. Jame kot ekstremni habitat s prilagojenimi živalskimi vrstami. Sledi odnos ljudi do jam. Skozi zgodovino so bila kraška območja po svetu slabo poseljena. Z naraščajočo populacijo pa ljudje krasu in njegovemu podzemlju povzročajo čedalje večje težave. Ker je kras zaradi svojih lastnosti ranljiv. Prikazani so problemi, ki jih ljudje s svojim načinom življenja povzročajo kraškemu okolju. In predlogi, kaj lahko storimo, da se onesnaženje zmanjša ali prepreči. Da podzemlje poznamo, ga moramo najprej raziskati. Odkriti vhode v jame in jih izmeriti, vse to, kar počnejo jamarji. Je potrebno jame in kras razumeti. Pri tem nam pomagajo interdisciplinarne znanstvene raziskave.
Jame in kras poznamo in razumemo, jih lahko zaščitimo. Sonaravno in trajnostno upravljamo. Da pa vse to dosežemo, moramo ljudi izobraževati o pomembnosti krasa in jam. Kar je tudi namen Mednarodnega leta jam in krasa in te knjige. Na koncu se zahvaljujem vsem avtorjem fotografij in kolegom, ki so pripomogli k izidu. Trenutno knjigo že prevajajo v nemščino in madžarščino. Upam pa, da mi uspe pridobiti sredstva tudi za slovensko izdajo, saj bi verjetno bila uporabna vsem, ki jih zanimajo kras in jame.